Glasovi svetov. V začetku julija so Združene države Amerike praznovale 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. V primerjavi s kakšno Kitajsko, Etiopijo ali Portugalsko je Amerika seveda zelo mlada država, a to nikakor ne pomeni, da nima pomembne, globalno odmevne, pa tudi zagonetnih notranjih protislovij polne zgodovine. Eden največjih paradoksov te zgodovine pa je slej ko prej tale. Kako je mogoče, da so ameriški ustanovni očetje zaneseno, navdahnjeno govorili o življenju in svobodi in zasledovanju sreče kot samorazvidnih pravicah, s katerimi da je obdarjeno sleherno človeško bitje, potem pa so v svoji republiki dopustili suženjstvo. In nadalje, kako je možno, da se država, ki je nikakor ne neupravičeno dolgo veljala za nesporen svetilnik svobode in demokracije, v četrt tisočletja še ni uspela otresti toksične družbeno-politične dediščine sužnjelastništva in rasizma? To sta vprašanji, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki sta nas zaposlovali, ko smo ob koncu junija, nekaj dni pred ameriškim 250. rojstnim dnem torej, pred mikrofonom gostili doktorico Ireno Šumi, predavateljico na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se v znanstveno-raziskovalnem smislu posveča preučevanju antropologije nacionalizma, rasizma in antisemitizma. Košček tega pogovora smo potem 30. junija že objavili v kontekstu oddaje Intelekta na Prvem, no v tokratnih glasovih svetov pa lahko v diskusiji z doktorico Šumi prisluhnete v celoti. Vabljeni k poslušanju. Doktorica Irena Šumi, vsak hip bomo obeleževali 250. obletnico razglasitve ameriške neodvisnosti. To je dogodek, ki ga ni preprosto samo pospremilo glasovanje v ameriškem kontinentalnem kongresu v Filadelfiji 4. julija 1776, ampak ga je pospremil zaneseno napisan dokument, deklaracija o ameriški neodvisnosti, ne? In na najbolj slavnem mestu tega dokumenta piše, da Američani v trenutku, ko se osamosvajajo od Britanskega kraljestva, pripoznavajo nekaj samo po sebi razvidnih resnic, da so zares samo po sebi razvidne, da so veljavne, ne? Da je namreč vsakdo med nami, vsak človek, obdarjen od svojega stvarnika vsaj s 3 pravicami, ne? Pravico do življenja, pravico do svobode in pravico do zasledovanja sreče, ne? In se seveda sprašujem, ko se 250 let pozneje oziramo, ne, na ta lok, ki ga je Ameriška republika uprihodila, ne? Kako resno je treba vzeti to osamosvojitveno ameriško parolo? Ali so Združene države, še drugače rečeno, živele na ravni tega kreda, ki so si ga postavile za vodilo? Ja, najprej lep pozdrav vam in vašemu poslušalstvu. Jeffersonov prvi stavek drugega odstavka Deklaracije o neodvisnosti je zadeva, s katero se ljudje še danes ukvarjajo, zelo žolčno, polemično in zelo slavitveno, vse sorte je tam. Najprej njegova raba izraza stvarnik, čeprav bi prav gotovo lahko rekel tudi Bog, pa se temu odpovedal, to je signifikantno, ne, za ločitev verstva od države. Druga je, da je te 3, kot ste jih našteli, domnevne, temeljne, neodtujljive človekove pravice, razglasil za nedvoumne.
kar še danes povzroča polemike zlasti med pravnimi strokovnjaki in zgodovinarji. In tretjič, ni rekel, da pozna vse človekove pravice, s katerimi je človek rojen, je torej opisoval človekovo naravo, ne pravice, ki jih lahko politična moč podeli, ampak je rekel, da so med njimi zanesljivo te naštete 3. Danes, če bi skušali ta jezik posodobiti, bi ta pursuit of happiness, happiness je danes tako banaliziran izraz, vsi smo happy kar naprej in vse je happiness, bi to prevedli boljše kot samouresničitev. In seveda, če imate sveže koloniziran kontinent, ki se zdi neskončen, kaj takega lahko tudi obljubite. V resnici je pa dokument sam po sebi ni del pravne zgodovine ZDA, je tako imenovani priložnostni državni dokument, ki potem, če kdo bere naprej od tega slavnega odstavka, boste videli, da gre za apologijo odcepitve od britanske krone. In ta apologija je seveda zaslužna za drugi amandma, znameniti ameriški, ki povzroča toliko težav in zgražanja, pravica do orožja, ker Jefferson natančno pove, da imajo ljudje, ko se oblast skorumpira, pravico prijeti za orožje in jo z oboroženim bojem vreči. No, Amerikanci to še niso izkoristili, te pravice, ampak očitno jo imajo. In je torej ta zloglasni drugi amandma utemeljen v tej apologiji odcepitve. Takoj, ko je bila ustava sprejeta, je bilo seveda sprejetih tudi prvih 10 amandmajev, kar je skupaj tako imenovani Bill of Rights, ki je presenetljivo dobro zdržal, kot ustava sama, tudi preizkušnje časa. Ampak na drugi strani imamo zlasti v Evropi vedno bolj vtis, da je celoten ameriški politični sistem nekoliko arhaičen, nekoliko monarhičen po načinu, kako si inštance oblasti imajo moč odločanja, zlasti predsedniška vloga, ki je bila zgodovinska in je danes nabita z raznimi škandali, kar nas je zabavalo drugo polovico 20. stoletja in nas še danes skuša zabavati. Na drugi strani je šlo še za drugo zgodbo, ki jo nekako pozabljamo. Med vodilnimi revolucionarji francoske revolucije, ki je bila dejanska revolucija, in ameriško osamosvojitvijo, so med pionirji in snovatelji teh velikih načrtov so obstajale zelo, zelo tesne medsebojne vezi. Mnogi francoski volonterji so potovali in se borili proti britanski kroni na ameriški strani. In predvsem je šlo za vprašanje, kako organizirati državo, ki ni monarhija. In to je bilo zelo resno vprašanje, ker nobene žive izkušnje s tem v tistem trenutku ni bilo. In Jefferson, ki je bil razsvetljenec in vseznalec in sužnji lastnik tudi, je imel znatne težave potem z de Tocquevillom, ki je prišel manj kot 50 let po osamosvojitvi na znamenito potovanje in se strašno zgražal zlasti nad situacijo s suženjstvom. Suženjsko idejo, tako kot z vsako ideologijo, ki je zelo uspešna zgodovinsko, je šlo dejansko za dokaj načrten poseg prvih ameriških elit, ki so želeli se rešiti davka kroni. V tem smislu to res ni bila revolucija, ampak odcepitev, besedno. In so te elite dokaj načrtno izvedle to razlikovanje med revnimi Evropejci in revnimi Afričani.
Do tega časa, tega predsodka, da je neka radikalna razlika v barvi kože ali v neki provenienci geografski, enostavno ni bila prisotna. Ne? Ni bila prisotna. In seveda se je ta rasistična ideologija potem svojo kulminacijo doživela v 19. stoletju in seveda svoj neslavni konec na afriških, najprej potem pa na evropskih tleh v prvi polovici 20. stoletja. A zdaj, ko govoriva o suženjstvu, doktorica Šumi, ne, je res težko pravzaprav razumeti, ne, če se še enkrat skličem na deklaracijo. Ne. Vsi ljudje, tam piše, vsi ljudje smo obdarjeni, ne. Potem pa pač nenadoma vidimo, da obstajajo milijoni ljudi, ki s temi istimi prirojenimi, urojenimi, če niso pravice, so to, se pravi, darovi, ne? Ostajajo brez, ne? Se pravi, so obsojeni na subhumanost, ne? To se zdi, da je strašen problem, ne? In tisto, kar je seveda dodatno, zagatno, je seveda pomisliti, da je ideja o tem, da pač naj bodo črnci v ZDA sužnji, medtem ko pripadniki belega delavskega razreda pa svobodni. Ideja, ki jo v pomembni meri, ne da bi od tega imeli nujno neposredne materialne koristi, podpirajo ravno pripadniki belega proletariata na tleh ZDA. Lahko, prosim, razložite ta dva zagatna paradoksa. To zadnje je Zin utemeljil tako, da je rekel, da je šlo za načrtno spodbujanje klasne razlike. Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel in tako naprej. So bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zastonj, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tisti ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mi smo popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Francoska revolucija je imela slabo poznane stranske miselne tokove v svoji deklaraciji človekovih pravic, oziroma pravic človeka in državljana, ne? Je seveda ženska izpuščena, ne obstaja. In je en krog, bomo rekli, protofeministk francoskih takrat v tistem času napisal alternativno deklaracijo, kjer pa ženske niso izpuščene. Zdaj je šlo za bogataške kroge, kjer so si gospe tovrstni upor proti patriarhatu lahko prvošle. No, ampak ta patriarhalna shema, po katerih je človek samo odrasel moški, otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Vsak patriarhat to naredi, ne? Vsak. Mislim, nisi treba utvarjati, da danes ne živimo v patriarhatu. Nasprotno, 500 let evropske kolonizacije je patriarhat kot model absolutno diseminiral globalno. Da je danes veliko več patriarhalnih družb, kot jih je bilo še v 19. stoletju, naprimer. To, da je suženjstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer
naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost. Nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Izraz za suženjstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami sebi ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznaniti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih, in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe. Kaj to pomeni, da je pravzaprav moral v celotno zgodbo o gospodarstvu, utemeljenem na brezobzirnem izkoriščanju suženjske delovne sile, predvsem seveda se vemo na državah, ki so geografsko na jugu ZDA, poseči ravno ta isti kapitalizem, da nenadoma se je pokazal, govorim zdaj res z vsem možnim sarkazmom in v navednicah, ne, ampak da se je ta patriarhalna skrb za nedoletne razklenila in jih prepustila roki trga ali kako? V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno, moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven, seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate zastonj delovno silo in ogromne plantaže bombaža in kasneje tobaka in naprej, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. Karkoli vidva okrog sebe je narejeno na Kitajsko. Okay. Ali pa v katerikoli tretji državi. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv, ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjev postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60 let in ima tudi seveda svoja nadaljevanja, ki niso nič dosti bolj spodbudna. Govoriva torej o iskanju poceni delovne sile, ki bo poganjala ameriško gospodarstvo, ameriško industrijo. V tem kontekstu morava najbrž doktorica Irena Šumin nekaj besed spregovoriti seveda tudi o priseljevanju iz evropskih držav.
Prvi so bili recimo Irci, sledili so Nemci, Skandinavci, potem proti koncu 19. stoletja pa se jim pridružijo Italijani, zlasti tisti iz Sicilije in okolice Neaplja. Pridružijo se jim Poljaki, pridružijo se jim Judje, pridružijo se jim ne nazadnje, Slovenci. V ustrezno majhnem obsegu, če govoriva o absolutnih številkah priseljencev v ZDA, ampak toliko večjem, če govoriva o odseljevanju slovenskih tal. Zanima me, ali so ti ljudje naleteli na življenjske pogoje, ki so bili kaj bolj vzpodbudni od tistih, v katerih so se znašli seveda temnopolti. Sprašujem preprosto zato, ker mi je nekoč prišla v roke knjiga z naslovom Kako so Irci postali belci, iz katere je mogoče razbrati, da so logike izključevanja na podlagi barve kože bile dolgo časa na delu, tudi ko je šlo za izključevanje teh prišlekov stare celine, ki pa niso bili anglosasi. Absolutno. In če obrnem vrstni red za odgovor, Slovenci, ki so v raznih ekonomskih krizah, še v stari Avstriji in pol kasneje, odhajali v več valovih z ladjami, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo Paddy, predsodek je bil, da so kar naprej pjani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekako se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki je v Britaniji še danes neka bridka in ne še čist premagana zgodovina. Okay. Tako, ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo v naš čas. Preskok po drugi svetovni vojni so ljudje, ki so ostali sami, ker so vsakovrstne groze in sirote. Danes je tam ogromen arhiv v Bad Arolsenu in je online in lahko vsak prosto išče te dokumentacije. Je na primer Avstralija imela neko tiho emigrantsko politiko, ki je bila antisemitska. Preživeli Judje niso bili zaželeni. Čeprav je bilo to zelo, tako rekli, prikrito. Podobno je imela Amerika težave z preživelimi holokausta, ker jih staroselski Judje iz 19. in 18. stoletja, večinoma iz Ruskega imperija, kakršen je pač bil takrat, so te prišleke gledali dosti nenaklonjeno. In je tovrstna shizma nekako še vedno prisotna v ameriškem judovstvu. Nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu, tako naprej, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Drugače pa Slovenci so imeli različne zgodbe. Tisti, ki so prišli po času Avstro-Ogrske, so še danes tako dosti organizirane skupnosti, zlasti tam okrog Clevelanda v Ohaju. Zanimivost, v celih ZDA je v Ohaju največ Slovencev po poreklu in največ Judov.
Se pravi, da Ohio ima tako posebno priseljensko zgodovino in so spreminjali priimke, kar je že indikacija, da so se zelo želeli otresti slovansko zvenečih imen. No, tisti, ki so prišli iz Avstrije, še do danes mislijo, da so Avstrijci po poreklu. Okay. Se pravi, te izvorne zgodbe so postale zelo stvar nekega familiarnega športa in ponosa, šele po tisti znameniti nadaljevanki o Kinta Kunte, a bilo to v 80-ih letih ali nekaj takega. Takrat so ljudje začeli gledati s tem. Medtem ko elita je bila vedno anglosaksonska in se je tudi zadeva razumela kot anglosaksonski projekt. Potem so seveda še zgodovinski problemi z ameriško-mehiško mejo, ki so več ali manj škandalozne v našem času, čeprav imamo zelo razširjene tudi neke čudne informacije. Tiste kletke pa ločevanje otrok pa te zgodbe niso Trumpova politika izvorno, ampak so že malo bolj odprej. Ampak seveda na drugi strani so to ljudje, ki so danes kot neregistrirani tujci, nepogrešljivi v ameriški ekonomiji. Ko vas takole poslušam, doktorica Irena Šumi, si ne morem kaj, da ne bi pomislil. Zelo lahko se je zgražati nad Američani, pa ne da bi zdaj hotel nasprotno upravičevati, ampak zelo lahko se je zgražati nad Američani, nad mehanizmi izločanja, šikaniranja, izkoriščanja, ki ste jih v grobih potezah zdaj le opisovali. Ampak na nek način bi lahko rekli, da v ZDA pravzaprav živijo zelo dobesedno zgodovino Zahoda, da zelo dobesedno živijo ideološke postulate, ki v zahodni Evropi veljajo vsaj od časov, ko je Kolumb odplul čez Atlantik ali nekaj takega. Skratka, ta ameriški ekscepcionalizem, ta ameriška izjemnost, o kateri tudi Američani kdaj pa kdaj radi govorijo, je čisti otrok ideoloških operacij in ekonomskih modelov, ki smo jih izumili na stari celini. Bi se strinjali s to oceno? Ja, zgodovinsko je stvar, mislim, bolj kompleksna. Ta usodna pot Krištofa Kolumba, ki jo je financirala tedaj grozno obubožana španska krona iz obupa, basically, iz obupa, je imela dramatične posledice za Evropo. Evropa je bila v tistem času zdesetkana, populacijsko zaradi dolgotrajnih epidemij, kuge in podobnih reči, zaradi nehnega vojskovanja in je bila na pragu nekega zloma, ki bi jo naredil tako beden kos zemlje v sestavu človeštva. Zlato in druge reči in zlasti hrana, ki je bila v Evropi zaradi depopulacije zelo pičla. Danes je praktično vsa hrana, ki jo jemo, ameriška, se pravi iz ameriških poljedelskih kultur staroselskih. In se je zgodil razcvet brez primere. Brez primere. Bojim se, da smo danes v neki podobni situaciji v Evropi. Strašno slabo nam kaže pri tem aktualnem preurejanju svetovnih sil, ampak to je druga tema. Za razliko od španske krone in pol Portugalcev naprej, ki so preprosto aneksirali zemljišča ljudi, začeli s pokristjanjevanjem in tako naprej, so anglosaksonci začeli drugače s tako imenovanimi pogodbami. Ta poslovna zgodovina osvajanja severnoameriškega kontinenta je zelo dobro dokumentirana in niti ena sama pogodba, ki so jo sklenili s katerimikoli staroselci, ni obveljala. Okay. Niti ena. Se pravi, da je ta kolonialna zgodovina pogodb je zgodovina prisvajanja kontinenta,
ki je imela seveda svoje grozne epizode v Kaliforniji, tam tako na tako imenovanem divjem zahodu, ne, Oklahomi in tako naprej. Cela zgodba se je zares začela organizirano okrog leta 1830, ko je Andrew Jackson, takratni predsednik, odredil preselitev vseh staroselskih ljudstev zahodno od Mississippija. No, taki etnična čiščenja nikoli ne uspejo in je še zmeraj tam, zlasti v državi New York pa dol do Floride, še precej skupnosti staroselskih, ki so nekako temu šle. To so zelo bridke zgodbe, zelo bridke. Načeloma je bil plan vsaj nekaj časa, da bodo staroselci preseljeni na današnjo ozemlje Oklahome lahko tam ustanovili lastno državo. Ko so tam odkrili nafto, je bilo te zgodbe forever konc, ne. Znane so zgodbe Cherokeejev, ki so bili preseljeni, kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali, okay? In seveda taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente, ne. Potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Louis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik, James Fraser, je takrat rekel, da je tako. Bolj ko je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čimer se še danes spopadamo, rasizem, tak klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba, patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisiljen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barvno lestvico, ki je bila znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imenovani talilni lonec. Ne? Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slišite pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila, ne? Ali pa apologija, odvisno od situacij. Ne? Pomudiva se potem takem pri talilnem loncu. Kakšne so predpostavke talilnega lonca, če pa, kot ste navrgli malo prej, doktorica Šumi, če pa je bilo vse skozi vsem jasno, kdo v rokah v Ameriki drži škarje in platno, se pravi anglosaksonska ekonomska elita? Tocqueville ni imel tega občutka, če se spomnite. V tej sjajni študiji sociološki, ki je v resnici nekako taka prasociologija, daleč pred Durkheimom, je zaznal to ameriško obsedenost, pa saj obsedenost v javnem in političnem govoru z enakostjo. Enakostjo. In migrantje so to doživljali kot obljubo. Doma sem reven in nepismen in ne, tam bom pa lahko naredil iz sebe, kar hočem. Se pravi, da je ideologija bila zelo, zelo uspešna. Na drugi strani je svaril pred tem, to je par desetletij po nastanku Združenih držav, da obstaja vsaka možnost, da bo Amerika končala kot neka paternalistična, elitistična družba.
Da so ljudje tako navdušeni nad tem neskončnim prostorom in neskončnimi surovinami in neskončnim vsem, da bodo zaradi materialne blaginje pozabili, da jim vlada neka načelno dobrohotna elita. Okay? Se pravi, da je bila ta stvar vedno stvar neke velike distance, ki je tukaj tudi geografska. To, kar ima Tocqueville prav po moje, kar je moja izkušnja, in mislim, da je še vedno zelo res za Američane, je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo, se pravi, ne tako kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugače, pa. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. Po drugi strani je Amerika tako ogromna, bom povedala na način, kot mi je to pred veliko leti povedala moja sestrična. Rekla, Amerika, kakršno mi mislimo, ki jo imamo v glavi, ko rečemo Amerika, je samo na obeh obalah. Vmes je pa drug svet. Okay. In seveda so ti ruralni kraji in zapuščene industrijske zgodbe in to so res čist drug svet. Popolnoma drug svet. Danes večina politikov priznava na glas, da so popolnoma zanemarili notranjo infrastrukturo. V Sloveniji grozno težko vidite napeljavo električno, ki je na hlodih postavljena. Že dolg. Ne pomnim, kdaj sem to nazadnje videla v Sloveniji. V Ameriki še leta 2011 je bilo po celem Kansasu in to je bilo vse lesen. Leseni drogovi za električno napeljavo. Imajo grozne probleme, ker so v nekem trenutku vsi uporabljali svinčene barve in tam seveda je treba hišo nenehno pleskati, ker so večina hiš lesenih. Ne. Infrastruktura je strašna, svinčene cevi posod in tako naprej. Se pravi, da so v nekem trenutku je nastala napetost med zveznimi državami in federalno vlado, ki traja in traja že zelo dolg. Zadnji poskus so bile Eisenhowerjeve avtoceste. Od tega je že precej. Nekako je ta kapitalski razvoj je zapustil vlaganje v Ameriko. Še zlasti potem, ko se je industrija odselila v tretje države. Omenili ste Eisenhowerja, predsednik je bil med letoma 1953 in 1961. In takrat se je torej zdelo, da Američani mislijo resno z izgradnjo dobro delujoče države. Pravzaprav najbrž lahko rečeva, Irena Šumi, da se je zazdelo, da mislijo resno pravzaprav že malo prej. Tam enkrat po letu 1933, ko je v Belo hišo prišel Franklin Delano Roosevelt s svojim New Dealom, se pravi novo pogodbo, recimo tako, socioekonomskim političnim programom, ki naj bi omilil ali v najboljšem primeru odpravil katastrofalne posledice borznega zloma leta 1929 in seveda pač gospodarske krize, ki je temu sledila. Takrat se zdi, da je zvezna vlada v Združenih državah Amerike začela vzpostavljati neke institucije, ki spominjajo na tiste institucije, ki jih na stari celini kumulativno skupaj označujemo z izrazom socialna država. Lahko bi torej rekli, da so bile v 30., 40. in 50. letih 20. stoletja Američani na nek način pravzaprav res špica evropske civilizacije. Kaj je šlo narobe? Da v letu 2011, kot pravite, pa me ne bi presenečilo, če velja nekaj podobnega za letošnje leto, še vedno lahko naletimo na širna ozemlja v ZDA, ki spominjajo, pejorativno rečeno, na tretji svet. Ja, Roosevelt je
imel več adutov v žepu. Ne. Prvič je imel ženo, od katere je bil sicer odtujen, kot pravi njegova biografija. Nista se prav zastopila na ta način, ampak sta bila sodelavca. In ona je bila tudi prva zastopnica ZDA v Združenih narodih po vojni. In je bila zelo, zelo pametna ženska. Je bila tista pregovorna pametna ženska, ki stoji za vsakim moškim, ali kako gre že ta šala. Roosevelt je živel svoje, strašno bogat, ne, in tako. In je njega in celotno ameriško elito grozno skrbela zmaga bolševizma v Rusiji. In se je počutil zelo ogroženega in je s svojim vrstnikom klasnim razlagal, da je treba sprejeti neke kompromise z množicami ameriškimi, če ne se jim bo zgodila bolševiška revolucija. Takrat je bila tudi komunistična partija zelo močna, zelo dobro organizirana in zelo, zelo programatična. Okay? Potem je prišel ta grozotni zlom, ampak Roosevelt je v svoji prvi vladi, edini, ki je bil 4-krat izvoljen, zaradi njega so potem mandate omejili, je imel tako celostno zasnovo. Lotil se je med drugim tudi staroselskega vprašanja. Leta 1933 je bil sprejet tako imenovani indijanski New Deal, ki je eksplicitno prekinil s kolonialnimi politikami. Prekinil. Razglasil staroselce za narode z starejšo suvereniteto kot ZDA. Da je bila ta reforma, ki je šla skozi kongres v trenutku, ko je v Nemčiji nastopil Adolf Hitler. Se pravi, da gre za tak razkorak zgodovinski, z neki izjemen trenutek, kjer so ljudje na obeh straneh oceana razumeli rešitev zelo drugače. Tako rekla. Okay. Roosevelt je imel tudi svojo ministrico za socialno delo, ki je bila socialna delavka, Frances Perkins, in je s tem držal družinsko tradicijo, ker je njegov prastric, Teddy Roosevelt, tudi imel svojo socialno delavko, ki mu je narekovala socialne politike, Jane Addams, in velja za eno od začetnic socialnega dela. Perkins mu je naredila celotno shemo države blagostanja, se pravi, vse, kar danes velja za socialno državo v ZDA, je njeno delo, dobesedno. In seveda je potem, ko se je Amerika zelo, zelo nerada vključila v drugo svetovno vojno, danes nekateri zgodovinarji mislijo, da je Roosevelt vedel, da bo prišlo do napada na Pearl Harbor in je to izkoristil kot mobilizacijski trenutek. No, ampak ko se je Amerika vključila, je potem imela kapitalski izhod v Marshallovem planu, ki je namesto kaznovanja povzročiteljev druge svetovne vojne in genocidov v Evropi se odločila za kompletno rekapitalizacijo. Ampak sociala, to, kar je danes sociala, Medicare, Medicaid, te programi, ki obstajajo, se vztrajno krčijo že od Eisenhowerja naprej. In če se spomnite, Eisenhower je v svojem poslovilnem govoru posvaril, posnetek se lahko najde kjerkoli na internetu, posvaril pred tako imenovanim vojaško-industrijskim konglomeratom. Se pravi, da je že on, je bil vojak, je bil bivši general in tam, da je imel strašne težave s kapitalskimi lobiji, kot bi danes temu rekli. In to, kar je on še v tej tradiciji neke kohezivne zvezne politike začel, je zelo kmalu postalo neko jabolko spora. In najkasneje, mislim, da je prišlo do tega obrata pod Clintonom, tako izrazito,
se je začela ta prevlada kapitala že z Nixonom in tako naprej, in v trenutku, ko so se odločili za fiat denar, ne, je stvar šla v to, čemu rečemo neoliberalizem, ki ga danes živimo. Velikokrat se dotakneva, najbrž prav nič presenetljivo, zgodovine ZDA kot seveda zgodovine države, kjer igra ključno vlogo kapitalizem. Ampak vendar ste nekajkrat dali vedeti, da bi bilo morda bolje razmišljati o ameriški družbi skozi patriarhalno prizmo, ne? Pa me zanima seveda, zakaj? Ljudje imajo občutek, da je patriarhat beseda, ki pomeni neke nesorazmerne ali pa krivične odnose med spoloma. Ne? To seveda ni res zgodovinsko. Patriarhat je oblast oziroma družbena organizacija, ki se koncentrira okrog lastnine. Zakaj to vemo? Zato, ker imamo arheološko evidenco, imamo teoretizacije o tem že iz 40 let prejšnjega stoletja, ki govorijo o zgodovinskih prehodih, so se zgodili v različnih časih, v različnih krajih po svetu, od neke semi-nomadske ali pa migratornega načina življenja, ki je za nas naravno življenje, očitno, ker če ne bi bili po celem planetu. Prehod v agrarno akumulacijo. In z agrarnim gospodarstvom se začne presežek. In s presežkom se začne obramba presežka in boj in kompeticija med skupnostmi, ki zahteva neko hierarhizacijo družbe. Nekdo je lastnik titule lastništva, ne? Lastnina nad zemljo je seveda pravna fikcija. Tudi v našem sistemu je to pravna fikcija, ker pač ne morete imeti kosa planeta v lasti, pač ne? Saj ne tega, bomo videli, kako bo z drugimi planeti. Ampak koncentriranje okrog lastnine zahteva jasno nasledstvo, kar ženske postavi v položaj, kar pravijo feministke, strojev za rojevanje. Tarče patriarhata so pa vedno hierarhije med moškimi. Kako moške razporediti v ta stroj, ki služi lastnini. In če imate cel kontinent na razpolago in ga gledate iz 13 prvih držav kot neko praktično neskončno bogastvo, potem rabite hierarhično organizacijo. Nedvomno. In francoska revolucija je bila buržoazna, ni bila pa antipatriarhalna, niti najmanj. Sploh ni bila antipatriarhalna. In seveda danes se moramo truditi, da se pustimo prepričati, da je kapitalizem kot sistem odnosa do lastnine in do drugih ljudi naraven. Ne? Vsaka ideologija, ki je grozno uspešna, se predstavlja kot utelešenje narave. Tako pač je, ne? Tako je, vse je očitno, da je tako. Okay? In seveda je bilo v ameriški zgodovini ogromno ljudi, katerih biografije so med nami danes nekako ponarjene. Ne? Martin Luther King mlajši ni bil samo borec za državljanske pravice Afroameričanov, ampak je bil socialist. Albert Einstein je bil socialist. En kup ljudi, ki so jih seveda tudi primerno izmučili z raznimi pogromi nad komunisti, domnevnimi, ne, ta rdeča blaznost, ali kako temu reče Amerikanci, v 50. in 60. letih in tako naprej, so uničili ogromno ljudi. Z metodami, ki niso bile ne vem koliko rafinirane. Ne? Taka politična policija, ki se je pač te denigracije poslužala levo in desno. Ne?
kapitalizem je lahko zaživel v tej idealni, sanjski, industrijsko-ekspanzivni, v novem svetu. Ideologija dežela priložnosti. V Ameriki je vse mogoče. Ne? Iz sebe lahko narediš kar češ. Ameriške sanje. Ne? Mislim, da je dokončen udarec dobila ne tako dolg nazaj. Mogoče z začetkom tega stoletja. Ne? Svet se je grozno spremenil po tragediji 9.11, ne? Zelo spremenil za vse nas. In tale pohod Zahoda v različnih partnerstvih proti Bližnjemu vzhodu, proti vsem in vsakemu, se zdaj nekako malo zgleda zaustavlja. Še o eni zaustavitvi bi govoril doktorica Irena Šumi, in sicer govorili ste namreč o tem, da vse od konca Trumanovega predsednikovanja ali nemara, če smo darežljivi, konca Eisenhowerjevega predsednikovanja, pravzaprav spremljamo inkrementalno nazadovanje tistih institucij v ameriški družbi, ki mislijo na ljudske množice, ne? Ki zagotavljajo neko minimalno socialno varnostno mrežo, recimo tako. Ne? Zelo nedaven primer tega je seveda odločitev ameriškega ustavnega sodišča, da volilna zakonodaja, ki je bila sprejeta v 60-ih letih, se pravi po Eisenhowerju, za časa predsednika Johnsona, in ki je zagotovila volilno pravico, zares zagotovila volilno pravico ameriškim črncom, da je ta zakonodaja pravzaprav na nek način presežena, diskriminatorna v resnici in da jo lahko pošljemo na smetišče zgodovine. Ne? To pa gre imenitno vštric s tem občutkom, da gre na smetišče zgodovine Amerika kot taka, da na nek način pred našimi očmi pri živem telesu se razkraja, propada, da izgublja položaj hegemona. Govorili ste seveda že tudi en passant o vzponu Kitajske. Ne? In se seveda sprašujem, ne? Zgodovina ZDA, kakor svojo v grobih črtah v tem najnem pogovoru urisala, je zgodovina trpljenja milijonskih množic, zato da lahko ameriške gospodarske in čez čas kulturne elite po celem planetu pravzaprav projicirajo svojo moč. Ne? Je te zgodbe konec? Se Američani ne pretvarjajo več, da gre za prvenstveno bogatenje posameznikov, za izkoriščanje poceni delovne sile, in če za ta namen ne bomo več mogli uporabljati presežkov ameriške kulturne produkcije, ameriške mehke moči, pa naj gre za hollywoodski film, za jazz iz New Orleansa ali za poezijo Walta Whitmana zaradi mene, ne? Pa kaj potem? Kako bi skratka ob koncu najnega pogovora razmišljali o zagatnem položaju, v katerem se ZDA nahajajo danes? Naj začnem spet pri koncu vašega vprašanja. Mnogi kulturni kritiki Hollywood razglašajo za mrtvega. Najrazličnejši remake in nadaljevanja klasičnih štikelcev, ki so bili kultni, ki so osvojili svet, doživljajo grozne poraze pri kritičnem občinstvu zlasti. Ne? Se pravi, da ideologija ni več prepričljiva na sebi. Ne? Ampak celotna ta zgodba iz pravnega vidika se je začela, da je najprej bila seveda Reaganomika, ki je zbujala silno upanje in so še danes zelo razumni ljudje mislijo, da so to neka zlata doba, ampak iz pravnega stališča ne toliko volilna zakonodaja 60 let,
ki ima še vedno grozne težave, zlasti v južnih državah, pri zagotavljanju te pravice Afroameričanom, ne. Da ne govorimo o drugih rečeh, izgubi pravice volilne zaradi zapornih kazni, ki spet prizadevajo manjšine veliko bolj kot kako večino, ne, in tako naprej. Ampak tako imenovani Citizens United, ki je dal neomejeno moč volilnega vpliva, seveda skozi denar, korporacijam, ne. Češ, da so korporacije tudi osebe, pravne osebe in da imajo zaradi tega enako pravico do glasovanja kot posamezniki. To je seveda tisto, kar se v Ameriki imenuje levica, nenehno poudarja. Ampak realistična slika je seveda ni izključno ameriška. Ta ideja o multipolarnem svetu je seveda že stara vsaj desetletje. Temeljno gonilo je ta zveza BRICS držav in zelo verjetno bomo še doživeli neko reorganizacijo politične in gospodarske moči na svetu. Upajmo, da ne bo katastrofalna, ne? Ampak ta hegemonija, ki so jo ZDA doživljale od druge svetovne vojne naprej, je seveda nepreklicno mimo. Najbolj ironično pri stvari je, da so prvi predsedniki in klasična ameriška politika vse do prve svetovne vojne v resnici vztrajali, da se mora Amerika držati stran od mednarodnih sporov, da mora biti torej politično nekako avtarkična, da ne sme, ne. No, in iz tega smo dobili tako imenovanega svetovnega policaja, ki je najbrž zdaj dobil neko odpoved. Nisem pa pesimistična glede ZDA. Zakaj ne? Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari, kot že prej omenjeno, da imajo samo organizacijo in mislim, da si bodo ZDA pod nekim dosti boljšim političnim kurzom, recimo, ne, in dosti boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa. Slej ko prej niste edini. Prej sem rekel, da zastavljam zadnje vprašanje, pa vidim, da sem se motil. Zdaj bom zastavil zadnje vprašanje. Namreč, če potegneva črto pod temi 250 leti Združenih držav Amerike. Kakšen je bilančni izračun, ki se nam na vse zadnje pokaže? Veliko postavk, ki bi jih bilo treba izpisati v rdečih številkah, sva gotovo navedla. Pa vendar, ne, na tej ali oni točki smo v svojih življenjih vsi najbrž doživeli moment, ko smo bili ideološko interpelirani, da verjamemo Ameriki in njenim samopredstavnim mitom, izkaznici, ki jo je ponujala svetu, in treba je reči, da je kaj od tega prišlo tudi vsem drugim prav. Pa ne gre za seksualno osvoboditev od 60 let naprej, za nek zdrav individualizem, pripravljenost misliti svojo glavo in tako naprej. Absolutno se strinjam. Moje ameriške prijatelje in znance vedno preseneti dejstvo, da je že moja generacija že v otroštvu rasla ob hrani, ki je bila ameriška pop kultura. Imeli smo mestece Peyton, skoraj v istem času, kot se je vrtel v Ameriki, in potem vse John Wayne filme in vse to. Prav gotovo smo živeli ameriško stoletje. In prav gotovo je tle ogromno stvari, ki jih ne smemo pozabiti in zavreči. Predvsem danes to, da se v Ameriki zelo uspešno ta trenutek upirajo kakršnikoli cenzuri svobode govora.
V Evropi smo manj uspešni glede tega, ker je njihov prvi amandma nedotakljiv. Mi ga pa nimamo. Saj ne na ta način. Na drugi strani je ogromna kulturna produkcija. Od džeza in vsakovrstne kulture se mi zdi, da je vrhunska za ljudi, ki so izšli iz tako grozotne situacije suženjstva. Vsa pop kultura, vključno s pojmom pop kulture, je od tam. Celo moda, celo moška obleka, ki jo nosijo ta pingvin, je iz džezovske kulture v New Orleansu iz 20 let. Se pravi, enormen vpliv afroameriške kulture na cel svet. Enormen. Seveda ogromno literature, ogromno sjajne glasbe, tudi klasične glasbe, Gershwin, te reči, meni zelo blizu. In seveda kantavtorstvo in vsa ta konglomerat moderne kulture in glasbe, seveda filmografija, ampak tudi neka politična kultura, ki je zelo drugačna, bila in ostaja. Danes zveni nekoliko teatralno pa narejeno, ker smo tako nasplošno zelo osupli nad to politično elito, kamerkoli pogledamo. Je nekako neke avtentičnosti in resnosti pač ni, ampak ameriška sproščenost in individualizem prav gotovo so stvari, ki so nas formirale. Ja. In pravim, mene za Ameriko ni grozno strah. Res ne, zato ker imajo strahovit vitalizem. Tako, to naj bo torej uvit ob ameriškem rojstnem dnevu. Doktorica Irina Šumi, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila. Hvala vam. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Glasovi svetov. S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.